Gospod Gabrijelčič, a nam lahko na kratko predstavite učni načrt? Ja, takole. V Evropi večina fakultet ima 5-letni študij. Tiste, ki imajo organiziran ta študij po Bologni, imajo to navadno 3+2, se pravi bachelor pa master. Pri nas je to enovit magistrski 5-letni študij. Študij zajema učenje tako teorije, tehnike, strokovnih veščin, predvsem pa arhitekturne kompozicije. Poleg teh predmetov, ki so bolj strokovne narave, so tudi humanistični predmeti, se pravi od sociologije, psihologije pa do ekonomije. Hrbtenica celega študija je tako zvan predmet projektirane kompozicije, ki je organiziran na seminarski način. Seminar vodi mentor, ki je po pravilu arhitekt, priznan arhitekt z nagrajenimi tudi deli, ki lahko posreduje svoje praktične izkušnje, kompozicijske izkušnje tudi študentov. Poleg tega imamo tudi podiplomski, doktorski študij, 3-letni. Za drugo leto pa načrtujemo uvedbo študija urbanizma, ki bo pa organiziran po bolonjski shemi 3+2. Se mi zdi, da je arhitektura eno tako široko področje, iz katerega lahko potem v prihodnosti še dobro izhajaš. Študij arhitekture sem zbral, ker sem iskal nek študij, ki povezuje in tehnično in v bistvu to neko družboslovno umetniško snov. Ne začrta se nam samo ena smer, kaj moramo delati. V bistvu je zelo široko področje, od grafičnega oblikovanja do oblikovanja kosov pohištva, urbanizma, arhitekture. Študij arhitekture se mi zdi meni osebno najboljši študij, najboljša izbira študija, ga predlagam vsem, je zelo ustvarjalen. Ko ste se pa vi odločili za arhitekta? Je to že kot otrok sem začel graditi, risati. Predvsem me je pa spodbudilo gradnja hiše mojih staršev. Ko sem bil deček, so oni začeli z gradnjo, jaz sem sodeloval, potem sem gledal, kako je načrt narisan, kako se gradi in to nastaja in pol dobiš neko željo, da bi še ti počel take stvari. Gospod Gabrijelčič, na vaši fakulteti je kar nekaj študentov iz tujine. Iz kje prihajajo in koliko jih je? Ja, na šoli je okoli 60 tujih študentov, ki redno študirajo. So več ali manj iz bivših republik Jugoslavije, nekaj tudi Italijanov, Avstrijcev, kakšen Poljak. Drugače imamo pa okoli 130 Erasmus študentov, tako da postaja res fakulteta v bistvu neko mednarodno okolje. Kaj pa na primer vi menite na splošno o arhitekturi na Slovenskem? Kako jo vidite zdaj pa kako v prihodnosti? Sliši se paradoksalno, ampak kriza, ki smo ji danes priča, pomeni za stroko očiščenje. Zato, ker preživeli smo ta naložbeni vrtiljak v nepremičnine, ker ni bilo važno, kaj je zgrajeno. Investitorji niso polagali skrbi za kvaliteto arhitekture. Danes se kaže, ko je kriza, da se prodajajo samo stvari, ki so dobre. Jaz mislim, da se arhitekturi dobro kaže, naša šola je v dobri kondiciji, ima najboljše profesore, najvidnejše arhitekte slovenske z mednarodno reputacijo in tudi naši študenti mislim, da so kar dobro oboroženi znanjem. Ja, tukaj gre za delavnico Portorož. V bistvu je to revitalizacija obalnega pasu z vključevanjem zaledja, Portoroža. Tukaj poskušamo podati našo vizijo, kaj bi mi naredili s Portorožem.